Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, v dvorano prihajata predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob in minister za obrambo Republike Slovenije magister Borut Sajovic. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob, spoštovani minister za obrambo magister Borut Sajovic, spoštovani minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, visoki gostje, cenjeni predstavniki Vlade Republike Slovenije, Slovenske vojske, civilne zaščite in vseh drugih služb, ki bdite nad našo obrambo, varnostjo in odpornostjo, predstavniki medijev, spoštovane gospe, dragi gospodje. Iskreno dobrodošli na Brdu pri Kranju, tukaj, kjer zgodovina diha skupaj s prihodnostjo. Včeraj je bil praznik, danes je obeležitev in med obema stoji bistvo civilne obrambe. Praznovati doseženo, a hkrati iskati odgovore za prihodnje izzive. Civilno obrambo obeležujemo z mislijo, da je odpornost vedno skupen projekt države, institucij in ljudi, da odpornost ni samoumevna, da je rezultat naše pripravljenosti, povezovanja in odgovornosti drug do drugega. Danes je tudi priložnost, da se poklonimo tistim, ki z znanjem, odločnostjo in srčnostjo skrbijo, da naša družba stoji trdno tudi v najtežjih trenutkih. Skupaj smo močnejši. Veseli nas, da ste danes z nami in da se v naši družbi dobro počutite. Da skupaj ujamemo val ali bolje rečeno misel in pomen današnjega srečanja, pa je tu video o civilni obrambi. Civilna obramba kot del obrambnega sistema Republike Slovenije prispeva k zagotavljanju obrambne sposobnosti države. Z aktivnostmi civilne obrambe, ki vključujejo priprave, ukrepe in dejavnosti za odzivanje v krizi, izrednem stanju in vojni, se krepi tudi odpornost naše države in družbe. Začetki delovanja slovenske civilne obrambe segajo v leto 1991.
od pekrskih dogodkov do razglasitve neodvisne države. Od začetka oboroženih spopadov med Jugoslovansko ljudsko armado in slovenskimi oboroženimi silami do dne, ko je predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije sprejelo odločitev o umiku Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. In v obdobju, ko se je Jugoslovanska ljudska armada umikala iz Slovenije. V času oboroženega spopada junija in julija 1991 v Sloveniji se je izkazalo, da je vojaški odpor lahko uspešen le, če je podprt z učinkovito civilno obrambo, obveščanjem in informiranjem javnosti ter drugimi nevojaškimi oblikami obrambe prebivalstva. Na vseh področjih človekovega delovanja se dogajajo obsežne spremembe. Z vidika civilne obrambe pa so pomembne predvsem spremenjene mednarodno-politične, ekonomske, varnostne in obrambne razmere, ki predstavljajo nove zahteve in izzive, na katere se moramo dobro pripraviti, jim uspešno kljubovati oziroma se nanje ustrezno odzvati. Civilna obramba in odpornost vseh področij delovanja države in družbe sta zato neločljivo povezani. Narod najbolj povezuje. Kaj je tisti most, ki ga ne podre nobena ujma, nobena preizkušnja? Ena teh stvari je zagotovo glasba. Ste se kdaj vprašali, zakaj se v najlepših in tudi najtežjih trenutkih zatečemo prav k njej? Glasba ni samo melodija, je spomin na to, kdo smo in vsakič, ko jo poslušamo. Naj prostor zdaj napolni glasba, ki jo začutimo v prsih in v srcu, ker to je moja dežela.
Vsak sistem potrebuje srce. Srce, ki bije odločno, vizionarsko in odgovorno. Zato je danes njegova beseda tista, ki povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost civilne obrambe. K besedi vabim ministra za obrambo Republike Slovenije. On skrbi za našo varnost. Magister Borut Sajovic, prosim. Spoštovani predsednik, spoštovane gospe in gospodje, dragi nagrajenci. Seboj povabim druge vas junake, rojake, vas, katerih rama se ukloniti noče. France Prešeren, krst pri Savici, več kot 180 let nazaj. Ste videli te slike za nami? Je te kraje, te ljudi vredno braniti? Je. Zato se kot narod nismo uklonili v številnih preizkušnjah in ne bomo se uklonili tudi naprej. To je naša skupna naloga. Iskrena hvala, predsednik vlade, da si z nami. Praznik, ki ga praznujemo danes, je star komaj 2 leti. Včeraj je bilo drugo praznovanje. Kaj hočem s tem povedati? Da kot država, da kot vlada delamo prave stvari. Da varnost ni leva, ni desna, je naša, skupna. Ne oni, ne vi. Kaj lahko storimo skupaj? In ta sistem je izredno širok, vključujoč. Čestitke direktoratu, čestitke državnemu sekretarju in pa Mateji Rokvič, ter pa vsem vam, spoštovane sodelavke in sodelavci, za uspešno in izpeljano vajo Odpornost 24. Ta nam je pokazala, kaj nam je treba še postoriti in kakšne so naše naloge. In ko vemo, kaj in kako, potem gremo naprej. Najmočnejše orodje in orožje tega sistema pa je enotnost. Spoštovane in spoštovani, enotnost, enotnost in še enkrat. Ste kdaj pomislili pri sebi, kako se jo lotevamo? Nikdar in nikoli še nismo imeli 2 reševalnih helikopterjev, mi bi nakup politikantsko zrušili. Nikdar in nikoli še nismo imeli struktur, ki bi se trudile, da izjemno slovensko znanje z področja obrambe postane izdelek, predmet. Nikdar in nikoli še ni bilo toliko skrbi za javno zdravje, za mlade, za socialna stanovanja. In to je tisto, kadar vse štima, kar dela to Slovenijo povezano, močno, odporno in pa varno. Hvala lepa za vse 3 panele. Voda, industrija, predvsem pa vrednote. Slovenske. Zaupanje, poštenost, spoštovanje, zmernost, sodelovanje. Iskrene čestitke, spoštovane nagrajenke in nagrajenci. Ponižno smo vam hvaležni za vas prispevek. Vsem skupaj pa gremo naprej, znamo in zmoremo. Srečno. Najlepša hvala, spoštovani minister. Včasih svet pokaže svojo krhkost, a vedno znova nas opomni, da lepoto najdemo, kadar znamo gledati s srcem. Svet je lep, ko ga gledamo skozi hvaležne oči, ko vidimo dobro, ko slišimo lepo, ko čutimo skupnost. Naj vas in nas v ta lep svet popelje pesem, ki je hvalnica življenju in hvaležnosti. Svet je lep, če smo dobri. Zelenje dreves, vrtni
za te in za me in o sebi pomislim, kako lep je ta svet. Modrina neba, bil je oblak in vsak nov dan nikdar ni enak in o sebi pomislim, kako lep je ta svet. Vse mavrične barve na nebu se bleste in tudi na obrazu, ki mimo mene gre, in ljudje se vrste, velijo dober dan, mislijo rad te imam, otroški jok, prerase čas in zimski mraz, uspava glas in o sebi pomislim, kako lep je ta svet. Na nebu se bleste in tudi na obrazu, ki mimo mene gre, in ljudje se vrste, velijo dober dan, mislijo rad te imam, otroški jok, prerase čas in zimski mraz, uspava glas in o sebi pomislim, kako lep je ta svet. Kako lep je ta svet. Drage gospe, spoštovani gospodje, se kdaj vprašate, kaj je tisto, kar nas kot narod res drži skupaj? Kaj je močnejše od razdalj, razlik, dvomov? Ko govorimo o odpornosti, govorimo prav o teh temeljih, o solidarnosti, sodelovanju, pripadnosti. Brez njih smo samo posamezniki, z njimi pa smo narod, povezan, pokončen in usmerjen v prihodnost.
In prav v teh vrednotah je skrita moč, da se znova in znova dvignemo. Skupaj gradimo prihodnost. Spoštovane gospe in gospodje, k slavnostnemu nagovoru vabim predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba. Prosim. Spoštovane visoke gostje, visoki gosti, državljanke in državljani. Jaz sem prepričan, da se vsi v tej sobi še spomnimo časov iz prejšnjega desetletja, ko smo bili prepričani, da je mir večen in da je Evropa v celoti varna. Potem je prišla pandemija in po pandemiji je, kot da bi svet padel v stečajev. Narava, čudovita narava, katere smo deležni v Sloveniji, nam je prvič pokazala zobe z velikanskim največjim požarom na Krasu. Leto kasneje s poplavami. Takrat se je pokazalo, da sistem civilne zaščite, ki je povezoval vse akterje z enim samim ciljem, povezoval je gospodarstvo, lokalno skupnost, državo in predvsem skupnost ljudi, je ne samo nekaj unikatnega, ampak je nekaj, kar je edini možni odziv na velike nesreče in katastrofe. In ja, cel svet nam zavida točno ta sistem. Takrat je prišlo tudi do, če želite, ponovne obuditve sistema krepitve odpornosti tudi na druge nesreče, človeško povzročene nesreče, domače vojne. Kajti vzporedno z naravnimi nesrečami so se v svetu žal začele odvijati nove in nove spopadi in vojne. In Slovenija, mogoče ravno zato, ker je bila na preizkušnji pred naravnimi nesrečami, je vizionarsko na Ministrstvu za obrambo začela pripravljati program odpornosti tudi pred vojno. Ta program odpornosti je bil bistveno širši od razumevanja obrambne strategije, tudi strategije varnosti, ampak je zaobjemal celoten sistem, celotno državo, predvsem pa vključeval vanjo praktično vse državljanke in državljane. Na tem temelju je zrasla vaja Odpornost 2024. Na tem temelju, bistveno pred zloglasnim vrhom NATO v Haagu, se je Slovenija že lahko odločala o tem, da je znala postaviti svojo lastno strategijo obrambe, varnosti in odpornosti, postaviti svoje lastne načrte, kako bomo te cilje tudi izpolnili in jih kasneje predstaviti mednarodni javnosti, tudi zavezništvu NATO. In da, to krepitev odpornosti in znotraj njega neločljivega temelja, to je civilne obrambe, je ključno, če želimo, da bomo kot družba živeli v varnem okolju, družba živeli v okolju, ki bo spodbujalo solidarnost in sodelovanje in spoštovanje vseh nas z enim samim ciljem, da bomo kot narod imeli boljšo prihodnost, da bomo svojim otrokom omogočili, da živijo v varnem okolju in da v njem lahko brezskrbno uresničujejo svoje najbolj smele sanje. Zato treba ves čas gledati na celoten koncept odpornosti kot na nekaj, kar živimo vsak dan, zato da smo pripravljeni. Pa hkrati lahko samo upamo in sanjamo, da tega ne bomo nikoli uporabili. Nočem biti preroški, želim, da so naši ukrepi, ki jih izvajamo, nekaj, s čimer damo navdih celemu svetu, da si želi biti varen, ne pa da si želi biti tisti, ki bo to varnost ogrožal. Jaz želim ob tem čestitati vsem prejemnikom današnjih priznanj, se jim zahvaliti za vas trud. Res je, da obeležujemo danes, oziroma včeraj, prvo obletnico. Verjamem, da bo ta dan postal nekaj tradicionalnega in verjamem, da bo lahko navdih vsem nam, da bomo še bolj zavzeto prispevali k skupnim ciljem. Hvala lepa.
Spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob, najlepša hvala za besede. Noben narod ni ujetnik, noben človek ni brez upanja, dokler v njem gori plamen svobode. Naj se ta plamen zdaj prežge skozi moč glasov, glasbil in gibanja. Kot sporočilo, da svoboda vedno zmaga. Svoboda, ki jo čutimo v vsakem koraku, v vsakem tonu, v vsakem iskrenem nasmehu. Naj se glasba, ples in glas združijo v eno samo energijo. Energijo, ki ne pozna meja. Sonce je svobodno, kot smo mi. In prav ta svoboda je naš oder, naša pesem, naš skupni utrip. Sanjam deželo, ki pravični mir pozna. Dolga je cesta, po kateri prideš tja. Ta pot je brez konca, a bodi naprej. Premnoga življenja ugašajo ob njej. Krste junaku zamudile so pokoj, mati za manje položila cvetje v to. Žaluje še zemlja, oblita s krvjo. Svinčeno je morje, železno je nebo, svobodno sonce, naj sije svet. Svobodna pesem za vse ljudi.
Svoboda nas povezuje, danes pa smo jo začutili tudi skozi pogovore in razmišljanja, ki so oblikovala dopoldanski del našega srečanja. V 3 okroglih mizah smo skupaj osvetlili 3 področja. Vodo kot naš neprecenljiv vir, moč industrije, ki gradi varnost in prihodnost, ter pomen pripadnosti naši državi. Kaj pa odpornost? Ni zgolj beseda, ni zgolj načrt. Je način, kako stojimo, ko se svet maje. Je moč, da rečemo, ne bomo padli. Odpornost je pogum. Ko udari nepričakovano, ni časa za dvome. Ko naraste voda, šteje vsaka sekunda. Ko ugasne električno omrežje, se prižge toplina človeške solidarnosti. To je civilna obramba, tihi steber odpornosti. Voda, začetek vsega živega. A brez nadzora tudi konec. Naša naloga je ravnotežje, zaščititi, upravljati, ohraniti. Ker brez vode ni prihodnosti. Pripadnost ni beseda, je moč, ki poganja narod. Zbujamo se z mislijo na skupno dobro. Ponos, ki ne potrebuje aplavza. To smo mi, narod, ki skrbi zase in za druge. Znanje gradi odpornost. Ko tehnologija zagotavlja varnost in preživetje, ko industrija sledi vrednotam. Slovenija ima ideje, voljo in ljudi. Zato smo pripravljeni. Nismo nepremagljivi, a smo neustavljivi, ko smo skupaj. Civilna obramba, to smo mi, ljudje, ki si zaupamo. Slovenija odločna, odporna, enotna. Civilna obramba ni samo zgodovina in ni samo prihodnost. Je tukaj in zdaj, v ljudeh, ki s svojo predanostjo, strokovnostjo in pogumom vsak dan tiho in vztrajno pišejo zgodbo civilne obrambe, zgodbo Slovenije. Ljudje, ki ne iščejo priznanja, a ga zaslužijo. Čas je za podelitev priznanj civilne obrambe. Hvala, ker skrbite za nas. Priznanja bosta podelila državni sekretar za obrambo Republike Slovenije Boštjan Pavlin in vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo, gospa Mateja Rokvič. Plaketa civilne obrambe se podeljuje organizacijam za pomemben prispevek k razvoju in delovanju civilne obrambe Republike Slovenije, obrambnega načrtovanja, popolnjevanja Slovenske vojske, kritične infrastrukture ali opravljanja nalog v civilni obrambi. Plaketo civilne obrambe prejme Državni zbor Republike Slovenije.
Plaketo civilne obrambe prejme javni zavod Cankarjev dom, kulturni in kongresni center. Plaketo civilne obrambe prejmejo Slovenske železnice d.o.o. Plaketo civilne obrambe prejme Luka Koper d.d. Plaketo civilne obrambe prejme Telekom Slovenije delniška družba. Plaketo civilne obrambe prejme Gojs, Grozd obrambne industrije Slovenije. Plaketo civilne obrambe prejme SSRD d.o.o. Varnost programske opreme, raziskave in razvoj. Plaketo civilne obrambe prejme Skylabs d.o.o. Plaketo civilne obrambe prejme Synergis d.o.o. Plaketo civilne obrambe prejme Geodetska uprava Republike Slovenije. Plaketo civilne obrambe prejme Ceastral, proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil d.o.o. Plaketo civilne obrambe prejme RTC d.o.o. Plaketo civilne obrambe prejme Guardiaris, računalniške aplikacije in simulacije d.o.o. In še eno plaketo bomo podelili civilne obrambe, prejme pa jo občina Ivančna Gorica. Nadaljujemo s podelitvijo srebrnih medalj civilne obrambe. Ta se podeljuje za prispevek k razvoju civilne obrambe ali za dolgoletno delovanje v civilni obrambi. Srebrno medaljo prejme Franc Ajnihar.
Srebrno medaljo prejme Mario Domjanić. Srebrno medaljo prejme Luka Kastelec. Srebrno medaljo prejme Damjan Razinger. Srebrno medaljo prejme Olga Andrejek. Srebrno medaljo prejme tudi Olga Bahovec. Podelili bomo še zlate medalje civilne obrambe. Ta se podeljuje za izjemen prispevek k razvoju civilne obrambe ali za dolgoletno delovanje v civilni obrambi. Zlato medaljo civilne obrambe prejme Rolando Želj. Zlato medaljo civilne obrambe prejme magister Walter Vrečar. Zlato medaljo civilne obrambe prejme Andrej Kavar. Zlato medaljo civilne obrambe prejme Teja Kranjc. Zlato medaljo civilne obrambe prejme Bojan Starc. Zlato medaljo civilne obrambe prejme Jožica Vertič Nose. Zlato medaljo civilne obrambe prejme brigadir Dejan Grof. Zlato medaljo civilne obrambe prejme Marta Kristan. Današnjo zadnjo zlato medaljo civilne obrambe pa prejme Robert Slodej.
Ovekovečimo ta trenutek skupinsko fotografijo, zato vljudno prosim predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba in ministra za obrambo Republike Slovenije, magistra Boruta Sajovica, da se nam pridružita na odru. Skupaj stojimo močnejši, hvaležnost in priznanje vsem, ki s predanostjo krepite civilno obrambo in odpornost naše družbe. In velik aplavz za nagrajence. Hvala lepa vsem in še enkrat iskrene čestitke prejemnikom priznanj, vsem skupaj in vsakemu posebej. Hvala lepa. Sej verjamem, da je na odru zelo prijetno, ampak bomo nadaljevali s programom. Ko besede postanejo zahvala, naj glasba postane prisega. Prisega ljubezni do domovine. Ljubezni do domovine se ne izreka s tihimi besedami, temveč z močnim glasom, ki ga slišijo generacije. Jaz imam rad Slovenijo. Jutro prebudi iz spanja mirnega.
Spoštovane in spoštovani, danes nismo bili samo priče prireditvi, danes smo stkali zgodbo. Zgodbo civilne obrambe, ki nas spominja, da je odpornost mnogo več kot beseda. Odpornost je moč skupnosti, moč srca, moč naroda. Vsaka beseda, vsaka pesem, vsaka misel, vsak pogled danes je bil del mozaika, ki nam pravi, prihodnost ne pride sama od sebe. Prihodnost ni naključje, prihodnost je odločitev. Naša odločitev za sodelovanje, solidarnost, pripadnost, pogum. Ko boste zapustili to dvorano, odnesite s seboj misel, da je moč vedno v ljudeh. V nas, ki skupaj znamo stopiti pokončno in reči, pripravljeni smo. In zdaj naj vas objame finale. Trenutek, ko se glasba in ples zlijejo v eno samo slavje življenja, domovine in naroda. Mi smo prihodnost. Naj torej zgodba o civilni obrambi odmeva danes, jutri in v prihodnjih generacijah. Naj bo današnji dogodek iskrica, ki jo ponesete naprej. Naj gre zgodba z vami domov, naj raste med ljudmi in naj krepi našo skupno odpornost. Hvala vam za prisotnost, energijo in vaše poslanstvo ter srečno Slovenija! Stare pesmi pel, se življenja veselil, mnogo vinca je popil. Ko je prvič šel v svet, si pripel rdeč je cvet, ki ga zžul. Čez gubljal ni besed, bil je vajen tujce klet, fantu dal je v spomin zeleniti rožmarin in dejal, kodar hodil boš z njim, orkestra Slovenske vojske. Mešani pevski zbor, Pomlad, Novo mesto. Duška Drašček, Gregor Ravnik. Plesno mesto.
Dame in gospodje, Big Band orkestra Slovenske vojske, mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto z dirigentko Alenko Podpečan. Nuška Drašček, Gregor Ravnik, plesni klub Plesno mesto s koreografinjo Marušo Krušič. In ne nazadnje Uršula Majcen. Hvala lepa.